17. ocenjevanje po vrsti nam prinaša skupaj 138 prijavljenih vzorcev. Moram povedati, da so naši odlični pekovski izdelki zelo dobro priznani na domačem trgu, da so izredno zanimivi za potrošnika in predvsem za trgovca. Tako da z tega vidika tudi vidimo ta stimulans, da se naša podjetja z večjim številom prijavljajo na ta razpis. Kot zanimivost, v letošnjem letu zelo močno zastopana skupina piškotov. Do sedaj smo imeli pravzaprav ta asortiman najšibkejši, vendar ravno na pobudo trgovcev se nam tudi tukaj odpirajo, možnosti z vidika izboljšanja kakovosti. Tako da v letošnjem letu močna skupina 20 vzorcev piškotov, potem izrazito močna skupina, se pravi tradicionalno kruhi, 60 vzorcev oziroma 61, 21 vzorcev pekovskega peciva, 20 vzorcev finega pekovskega peciva, 8 slaščic in pa 8 testenin. Po današnjem ocenjevanju bo v bistvu svečana razglasitev rezultatov 7. februarja na Gospodarski zbornici skupaj z našo stalno razstavo. Potem pa novost v mesecu juniju, dogodek, ki ga bomo poimenovali kot kar Festival kruha, ki ga bomo imeli v centru Ljubljana, se pravi na ulici od Tromostovja do Mestne hiše. Tam se bojo v bistvu vsa podjetja s svojimi izdelki še enkrat predstavila in stalno razstavo bomo naredili v Etnografskem muzeju. Osnova ocenjevanja, senzoričnega ocenjevanja pekovskih izdelkov seveda je pristop vrednotenja posameznih senzoričnih lastnosti. Kot prvo kategorijo ocenjujemo seveda izgled pekovskih izdelkov, ki je v različnih kategorijah tudi različno ponderiran. Podobno pravilo velja za vse ostale kategorije senzoričnih lastnosti, torej v nadaljevanju je to skorja in lastnosti skorje, potem sredica in lastnosti sredice, elastičnost, prožnost sredice in kot najpomembnejši dejavnik tudi okus in vonj, ki je praktično pri vseh kategorijah združen v enotno kategorijo, samo pri kruhih nekako to diverzificiramo, torej posebej ocenjujemo vonj in posebej tudi okus izdelka. V letošnjem letu se je poleg ostalih zahtev glede sestavin kruha zahtevalo tudi, da se poda vsebnost količine soli. To je verjetno pripeljalo do tega, da so proizvajalci pazili pri dodatku soli in so letošnji kruhi izjemno malo slani. Pri tem pa ni prišlo do porušenja zaokroženega okusa, k čemur verjetno prispeva zelo pogosta uporaba ržene moke in pa krompirjeve moke, ki daje kruhom dodatno svežino. Prve ugotovitve, ki jih lahko povemo, je kakovost izdelkov, ki smo jih dobili na ocenjevanje, vrhunska. Dejansko so izdelki zelo dobri in tudi v tem kontekstu bi seveda povabil vse zainteresirane, da prvič pridejo na podelitev priznanj, ki bo potekala 7. februarja v prostorih Gospodarske zbornice. Drugič pa, da seveda na prodajnih mestih poiščejo nagrajene izdelke in verjamem, da bodo še velikokrat posegali, torej kupovali te nagrajene izdelke, saj bodo navdušeni nad kakovostjo praktično vsega asortimana.